Hej, vita živijo, Mojca s tabo. Smo v 9. dnevu in gremo kar naprej na naš jutranji ritual. Včeraj sem nekako začela z nekako prvim delom, in sicer, če samo na hitro ponovim, ko se zbudiš, na kaj najprej pomisliš. Torej, da res paziš, da res pomisliš na kaj lepega, da enostavno začneš z lepo mislijo, bomo tako rekli. Zdaj pa katera je, zber si jo sama in lahko je tudi vsak dan ista. Mora biti neka misel, katera te dvigne, katera te v bistvu, bom rekla, nabije s pozitivno energijo. To je treba ful paziti, če pa smo na avtopilotu, pa potem takoj začnemo in tle smo že ujeti v ta naš hrčkast kolo in potem imamo pač tudi temu primerno navzoč dan. Tako da je res tlele treba kar zavestno iti v dan že takoj, ko se zbudimo. To je bilo za prvi del. Zdaj pa danes bi pa potem nadaljevala in sicer najprej, ko se zbudiš, se zaveš svojih misli. Potem pa gremo na telo in je fajn, da ozavestiš tudi svoje telo, kako najprej z dihanjem. To pomeni, da se zjutraj predihaš. To je še preden sploh vstaneš. Najprej imaš misli, potem pa gremo na predihavanje. To pomeni, ker telo, ko spi, nekako se ugasnejo vse te, bom rekla, funkcionalnosti, ki čez dan tako noro se vrtijo, bom rekla, in tudi dihanje se upočasni in zato je zjutraj fajn, da tudi telo malce predihaš s celim telesom, jaz rečem, ker dih se ne začne tu gor, ampak se začne v spodnjem delu trebuha in potem mišice v bistvu odpirajo celotno telo. To res podrobno predelujem na delavnici dihanja. Imam tudi online program dihalni, tako da če bo koga zanimal, bom pripela link ali pa naj mi piše. Delavnice so v živo, v Mariboru. Lahko tudi pridem kam, to je zdaj čisto po dogovoru. Drugače pa imate tudi online res zelo lepo razdelan program. Tako da, če bo koga poklicalo, seveda naj mi piše. Drugače pa, ko se zbudiš zjutraj, je treba se predihati. In zato tudi zehamo, zato pač zazehaš. Zakaj zehaš? Zato, ker je v bistvu telo prejemalo čez noč premalo kisika. In zjutraj se treba nadihati, po domač povedano. In je fajn, da to narediš kar načrtno, sicer te pa itak potem telo nekako prisili za zehanjem, da se nadihaš. Tako da torej misli in dihanje. Ene par globokih vdihov in izdihov. Enostavno vdihneš, najprej začneš tule spodaj, vdih, celotno telo odpreš, zadržiš, da se plina zamenjata v miru in potem izdih. In to ene parkrat narediš zjutraj, da tudi prebudiš telo s tem, ker kaj je dih? Dih je v bistvu energija in ti, ko vdihneš, povabiš svežo novo energijo v telo. In s tem tudi prebudiš telo. In je ful pomembno,
da to narediš zjutraj in da zjutraj telo že nahraniš. Torej, naša primarna hrana ni kruh pa pašteta ali pa ne vem, whatever, ampak je kisik. In brez tega in brez vode smo že obdelali, tako da pejte si nazaj pogledati videe, če pač še kdo ni videl vseh videov. Tako da brez tega res ne more telo ne funkcionirati, pade iz ravnovesja in potem se kaže utrujenost, glavoboli, kakršnekoli pač sitnosti, ki jih imamo, a ne potem. Pa smo pol vsi tečni, pa kar nadiramo druge namesto, da mečkan vase, pa kaj pa meni manjka, se vprašali telo in tako dalje, a ne. Tako da tlele je res zelo ogromen za govoriti, ampak jaz se bom zdaj spet ustavila, a ne, da nam spet predolga. Torej, danes drugi del rituala je dihanje. Zjutraj se nadihaš, ok? Preden vstaneš, par globokih vdihov in izdihov, ja, in se pretegneš, ne, to bomo šli jutri potem naprej, in enostavno narediš pretok, ok? Tudi z dihanjem v bistvu narediš pretok v telesu in ga zbudiš. Ful pomembna stvar. Tako da probaj, pa mi napiš, kako ti je šlo, kako v bistvu si se počutila, ko si v bistvu nekaj naredila zavestno drugače. Res me zanima, napiš mi v komentar in se veselim jutrišnjega dne. Lepo se mej, prijetno prebujanje jutri in se vidimo jutri. Vita živijo.